Spoštovane udeleženke, udeleženci, spoštovani gostje, članice in člani okroglih miz. Veselje mi je, da vas lahko pozdravim na že 31 dnevih slovenske uprave, ki FUG organizira skoraj vse od osamosvojitve naše države. Nosilna tema letošnjih dnevov je javna uprava v luči nenehnih sprememb. In v ta del se FUG vklaplja na nek zanimiv način. Naj pojasnim. Knjiga sprememb ali I Ching je ena od klasičnih kitajskih del besedil iz obdobja pred več kot 3000 let. To starodavno delo, ki združuje elementa taoizma in konfucianizma s poudarkom na dinamičnih spremembah odnosov med povezanimi elementi, predstavlja tudi najstarejši sistemski pristop, ki ga imamo tako radi v besedah, pa malo manj v dejanjih. Knjiga sprememb je sestavljena iz 64 heksagramov, od katerih je 24 FU in sicer pomeni vrnitev. Lahko tudi vrnitev odpisanih, koliko se nekateri spominjamo jugoslovanskega vojnega filma. Če bi skušal združiti to vse skupaj, bi lahko rekli tudi FU se vrača. Ne glede FU. FU seveda kot kratica naše fakultete, fakultete za upravo in to vsako leto v septembra. Z vrnitvijo svojim koreninam se pogosto povezuje tudi napredek. Gre za točko preobrata, za simbol vrnitve ali cikličnega ponavljanja. Simbolizira, da tudi zimski solstici ali sončev obrat v domovih ostavlja mir. Gibanje v okviru simbola FU ciklično ob določenem času opozarja, da je dobro, da se zavemo pomena česa, tako tudi temeljnih vrednot ali načel uradništva, ali pa dnevov slovenske uprave, ki so na vrsti, kot rečeno, vsakega septembra. Kitajski pregovor, ki se nanaša na FU, v smislu vrnitve je: posej misel, žani dejanje, posej dejanje, žani navado. Posej navado, žani značaj, in ko posejete značaj, boste ljubili svojo. Ta FU, kot pregovor, izvorno velja za ljudi, ki mislijo, ki so homo sapiens, v nadaljevanju pa tudi za tiste, ki delujejo, ki so homo agens. Ni naključje, da so agent ali pa agencija in s tem tudi javni službenec ali pa katerakoli javna institucija istega etimološkega izvora. Pomeni namreč preprosto delovati ali izvrševati. Ker naj bi bilo mišljenje in delovanje vedno smiselno, naj bi bilo tako tudi delo javno pravo. Pa vendar, ustvarjanje nesmiselnih ali neuporabnih delovnih mest je profesor antropologije David Graeber opisal v knjigi Bullshit Jobs. V okviru naključnega vzorca je ljudi vprašal, ali menijo, če njihovo delo pomembno prispeva k družbi. 37% jih je odgovorilo z odločnim ne, dodatnih 13% pa je bilo negotovih. Ta brezvezna delovna mesta, ki jih je skupaj za 50%, vsaj njegovi raziskavi, naj bi bila večinoma ustvarjena v administraciji in gospodarstvu ali na splošno v javnem in zasebnem sektorju. Razmah takih delovnih mest kaže, da je resnični problem bolj kot v boju z naravnimi silami ali fizičnih zahtevah dela, predvsem v medčloveških odnosih ali razmerjih. Če se strinjamo, da so ti pogoji za dobro delo, bi morali, na primer tudi v primeru govora o vsem znanih plačnih nesorazmerjih, pred plačnimi razredi ugotoviti prvo odnose oziroma razmerja, ki so vedno oziroma naj bi bila smiselno vsebinska, vrednostno primerljiva med posameznimi delovnimi mesti pred tem, kdo ima več in kdo ima manj v smislu zaslužka. Če v slovenskem javnem sektorju zdaj že približno cirka 190 000 ljudi in če vzamemo omenjeni odstotek, potem gre tudi pri nas verjetno za nekaj vsebinsko nepomembnih delovnih mest. Pa vendar, upanje obstaja. Nov center za kadre, ki ga predvideva predlog zakona o javnih uslužbencih, bo imel več kot preveč dela. Pa vendar je osnova vedno na vsakem izmed nas, da se iskreno vprašamo o svojem doprinosu. V smislu, ki ga dajemo čemorkoli. Delo bi moralo biti v osnovi ustvarjalno, sicer je vedno prazno, kjerkoli se že nahajamo. Zato pa gre toliko večja zahvala vsem vam, ki sodelujete pri vzpostavljanju družbenih vezi v javni upravi. Država kot institucija velikokrat pozabi na nujno pravilo pristnega sodelovanja. Dnevi slovenske uprave kot primer te družbene vezi in kalibriranja mišljenja o javni upravi
predstavlja to umestitev dejavnika bližine, ki je pisna in elektronska korespondenca enostavno mimo. Resnične medčloveške odnose, pogovor, empatijo, intonacijo glasu, konec koncev tudi stisk roke, ne more imeti noben nadomestek, ki bi ta začasni, pa vendar dokaj stalni element dnevov slovenske uprave kakorkoli lahko izničil. Uspeh vsakega od nas, od tu prisotnih, bo že v tem, da bomo po zaključku dnevov slovenske uprave poznali vsaj 2 človeka več iz druge institucije, iz katere sami izhajamo. Iskren pogovor, stisk roke, priznanje, iskreno prizadevanje. Take trenutke so bile tudi dnevi slovenske uprave, ki krepijo in tvorijo povezavo med teorijo in prakso. V besedi srečanje se ne skriva zastonj beseda sreča. Prav na mestu, kjer včasih ne vemo, kam bomo stopili, kjer obstaja tudi strah in negotovost, je hkrati mesto tudi za pogum, za mesto ustvarjanja, eksperimentiranja. Če nas je strah, reguliramo, če smo ustvarjalni, delamo. Just do it ne velja le kot znana blagovna znamka. Pozitivna naravnanost pomaga pri vsakem zdravljenju, medtem ko negativna ne pomaga tudi pri pravih zdravljenjih. Če nas je strah, iščemo gospodarja, če smo ustvarjalni, iščemo tesarja. Če smo pesimisti, javnosti zapiramo vrata, če smo optimisti, včasih vrat niti ne potrebujemo. Konec koncev tudi Božiček hodi po naše domove, čez kakšne druge inpute. Javni sektor je lahko kompas razvoja, lahko pa je le atomizirana množica ljudi, ki pač nekam hodijo v službo. Čas je, da se javna uprava vrne k iskrenosti do same sebe, do temeljnega pomena, ki tako lahko lepo predstavlja sam pojem javnega uslužbenca, torej nekoga, ki je v službi javnosti. Kot pri simbolu FU gre tudi tu za točko vrnitve in okrevanja. Na okroglih mizah bomo sicer razpravljali o prihodnosti javne uprave v luči nenehnih družbenih sprememb, pa vendar so izhodišča za vse nove perspektive že dolgo znane. Poznamo jih kot vrednote oziroma temeljna načela. Okrogle mize, o kateri se bomo danes pogovarjali, od razvojnih potencialov kohezijske politike, izzivov delovanja javnih zavodov, odnosov z javnostmi v javni upravi, vplivov novih tehnologij na delo v javni upravi, profesionalnega uradništva oziroma na to varstvo osebnih podatkov, bodo teme, s katerimi bomo se ponovno opolnomočili za delo, upam, da že v naslednjem tednu vsak na svojem delovnem mestu. Ker bomo kakšno stvar pozabili, že v koncu letošnjih dnevov slovenske uprave, naj vas na delo v javnem sektorju spominja tudi prevod svetovno najpomembnejših del z področja javne uprave, to je knjiga Klasiki javne uprave, ki ste jo prejeli ob registraciji. Vabim vas, da jo kdaj pa kdaj tudi kaj preberete. Za konec, če parafraziram enega izmed naših velikih pesnikov, in sicer glede na kontekst, ni sicer primerno, da rečenske četrte so obrodile, pa vendar dokaj dni naj živi vseh, da nas je v javnih sektorju dobrih ljudi. Hvala. Lepo pozdravljeni, prisrčno pozdravljeni še enkrat na tej tradicionalni konferenci Dnevi slovenske uprave, tudi v mojem imenu. Kot je že iz tokratnega naslova konference in dekanovega nagovora razvidno, bosta ta 2 dneva posvečena izzivom in priložnostim, ki jih povzroča dinamično okolje, v katerem se javna uprava nenehno spreminja in razvija. Tu smo zbrani strokovnjaki različnih področij in željo, da skupaj poiščemo odgovore na pomembna vprašanja in se seznanimo z najboljšimi praksami, ki nam bodo pomagale pri preoblikovanju uspešnejše prihodnosti v slovenskem javnem sektorju. Vabim vas, da s svojimi pogledi, izkušnjami, vprašanji, pobudami sodelujete v razpravah in s tem še dodatno pripomorete k uspehu konference. Da vas bomo pa lahko slišali, prosim, da ko boste imeli vprašanje, dvignete roko, da vam boste hostesi prinesli mikrofon.
Na koncu vsake okrogle mize bo 15 minut časa, da boste razpravljali, se pravi, da boste postavljali vprašanje. Podelili bomo tudi nagrado v okviru natečaja Premik naprej in certifikat Dobra upravna organizacija. Pred konferenčno dvorano pa si lahko ogledate predstavitev projekta Upravna svetovalnica, ki vam je kasneje lahko v pomoč pri reševanju izzivov na delovnem mestu. Dobite lahko vse potrebne informacije tudi o pripravah na izpit EPSO, certifikatu Dobra upravna organizacija in vseh dejavnostih fakultete za upravo. Za založbo fakultete za upravo pa vam nudi tudi številna gradiva in sicer s 20% popustom. Ob tej priložnosti bi se že iskreno rada zahvalila vsem, ki ste prispevali k uspešni organizaciji tega dogodka. Posebna zahvala gre članom programskega odbora, ki ste s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami oblikovali izjemno zanimiv program, ter članom organizacijskega odbora, ki ste s svojo zavzetostjo poskrbeli, da se bomo ta 2 dni lahko družili tudi v bolj sproščenem vzdušju, saj nas čaka bogat družabni program, ki bo zagotovil še dodatno priložnost za mreženje in izmenjavo idej s kolegi iz prakse. Dobimo se ob 18. uri v preddverju te dvorane. Hvala tudi vam sodelujočim na okroglih mizah, povezovalki programa, sodelavcem in vsem, ki boste poskrbeli, da bodo naše razprave živahne, konstruktivne in usmerjene v iskanje rešitev. Prav tako se zahvaljujem snemalcu dogodka Kids TV, ki bo poskrbel, da bodo vsebine dostopne tudi po zaključku dogodka. Posebna zahvala gre našemu sponzorju, javno podjetje Ljubljanske parkirišče in tržnice, ter medijskemu sponzorju Uradni list Republike Slovenije. Vaša podpora je ključna za uspešno izvedbo tega dogodka. Verjamem, da nas danes in jutri čakajo zanimive razprave, nove ideje, dragoceni pogledi, ki bodo pripomogli k napredku na vseh področjih, o katerih bomo razpravljali. Želim vam 2 lepa in uspešna dneva. Hvala. Lep pozdrav še enkrat z moje strani. Danes bomo razpravljali o tematiki razvojnih potencialov kohezijske politike. Kot je bilo že napovedano, so z nami strokovnjaki, gostje z tega področja. Tako da najprej bomo poslušali, bi rekla, njihove predstavitve oziroma mnenja, besede, potem na koncu pa bomo čas namenili še vam, cenjena publika, da zastavite kakšno vprašanje. Zdaj bi kar začeli. Magister Koprivc bi naredili uvod v bistvu v današnjo tematiko razvojnih potencialov, pa bi vas kar vprašala oziroma prosila, da nam poveste, kakšne razvojne potenciale ima kohezijska politika v Sloveniji in mogoče s kakšnimi priložnostmi oziroma izzivi se pri tem srečujemo. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za besedo. Najprej mi dovolite uvodoma, da ne ste različne kaze. Ravno oba, en je za mediji, en pa za... Skratka, hvala lepa za povabilo. Mi je res veliko čast, da lahko danes skupaj s kolegico in kolegi sodelujem na tej zelo pomembni okrogli mizi in v tako eminentni družbi. Najprej uvodoma povem, da mi je žal, da bom po tem dogodku, po tej razpravi žal moral zapustiti razpravo, ker odhajam na srečanje, neformalno srečanje ministrov v Budimpešto, Madžarska naša predsedujoča Evropski uniji, in danes bo potekala neformalna razprava o prihodnosti kohezijske politike v luči tudi demografskih sprememb kot enega pomembnih vprašanj trenutno v Evropski uniji. No, ampak, da se vrnem k temi oziroma vprašanju, ki ste ga zastavili. Sam sem državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Gre za ministrstvo, ki je organ upravljanja tega velikega kohezijskega svežnja. Trenutna perspektiva je težka nekaj več kot 3 milijarde evrov in se bo zaključila 27. oziroma z dokončnim projektov do konca leta 2029.
Zdaj, o koheziji morda veliko slišimo, ampak kohezija je mnogo več kot zgolj neka sredstva, ki so sicer zelo pomembna sredstva, ena ključnih razvojnih sredstev v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji kot celoti. Gre pa za mnogo več od tega, kot da nam samo Evropa da denar. Gre za to, da s kohezijsko politiko dejansko zmanjšujemo razlike med posameznimi regijami in skrbimo za neko kohezivnost, enovitost celotne Evrope. Z kohezijsko politiko in sredstvi evropske kohezijske politike smo v zadnjih letih, to je tretja perspektiva, ki trenutno teče kohezijska, poskrbeli za kakovost življenja naših državljank in državljanov, poskrbeli smo za to, da je Slovenija razvojno naravnana in predvsem, ker se mi zdi najpomembnejše, poskrbeli smo za večjo solidarnost v naši družbi, kar je po mojem mnenju tudi eden izmed ključnih temeljev skupne Evrope. Morda se nekoliko bolj osredotočim na obdobje, v katerem se trenutno nahajamo. Z lanskim letom smo končali z finančnim obdobjem 14-20, morda se nam zdi čudno, ker gre za zamike, ampak to je normalno v kohezijski politiki, da se končuje obdobje in tudi začne nekoliko pozneje, kot se samo pač programsko obdobje v številkah označuje. Se pravi, v letu 2023 smo končali z prejšnjim programskim obdobjem, težkem 3,5 milijarde evrov. V tem zaključevanju smo se soočali s številnimi izzivi, namreč v tem obdobju so Slovenijo prizadele najtežje poplave v zgodovini Republike Slovenije, lahko rečemo v zadnjih 100 letih, in določene projekte je dobesedno odplaknila voda. Pa kljub temu smo ena izmed 7 držav Evropske unije, ki smo v času, kar se pravi do konca leta 2023, vsa sredstva v celoti počrpali. V enakem obdobju, se pravi leta 2023, smo hkrati začeli z izvajanjem nove programske perspektive, težke 3,2, skoraj 3,3 milijarde evrov in kot rečeno, obdobje je bilo zelo težko zaradi na eni strani vojne, ki tako rekoč divja na evropskih tleh, na drugi strani je Slovenijo prizadela huda naravna ujma, podražitve in tako naprej, a vendarle pričeli smo z izvajanjem nove finančne perspektive in pred nami so številni izzivi. Lahko rečemo, da smo na nek način na začetku črpanja teh sredstev. Sredstva oziroma program se deli na 6 ključnih področij. Cilj politike, ena je pametna Evropa, to so sredstva namenjena, se pravi, znanosti, vlaganju v gospodarstvo in razvoj. To so projekti, ki na nek način prinašajo nek multiplikativen učinek, se pravi, neko dodano vrednost in so ključni tudi za obdobje, ko pač Slovenija ne bo več neto prejemnica sredstev evropskih kohezijskih skladov in bo potrebno pač zagotavljati sredstva od nekje drugje. Zato so ta vlaganja v razvoj, v neke multiplikativne učinke ključnega pomena. Cilj politike 2, no in za ta namen se namenja nekaj več kot 700 milijonov evrov. Cilj politike 2 gre za zelene vsebine, se pravi krožno gospodarstvo, protipoplavna zaščita, zeleni prehod, vse tisto, na kar moramo biti pozorni, konec koncev je narava pokazala, da če ne bomo našli nekega skupnega jezika z naravo, bo narava pokazala zobe in je vse ostalo potem brezvezen. Skratka, zeleni prehod je nujen in ključen, pa tudi če marsikdo misli, da je nepotreben, da povem, da temu ni tako. Za ta namen namenjamo okoli 800 milijonov evrov. Potem cilj politike 3, bolj povezana Evropa, bolj povezana Slovenija, se pravi vlaganje v infrastrukturo, ceste in tako naprej. Cilj politike 4, spet nekaj več kot 700 milijonov evrov, tako imenovane mehke vsebine, Evropski socialni sklad, preko katerih se skrbi za usposabljanja, za spreminjanje na trgu dela, izobraževanje in tako naprej. To so tiste vsebine, ki so jih nekateri naši predhodniki hoteli skoraj v celoti izbrisati, smo rekli ne, ker tudi te mehke vsebine so zelo pomembne za razvoj družbe in za vzpostavljanje neke solidarnosti znotraj skupnosti kot take. In potem naslednja področja so tako imenovane mehanizme vzpodaj navzgor, DRR, CRLD, CTN, se pravi Evropa bližje državljanom, neke vsebine, ki se iz lokalnih skupnosti, se pravi od spodaj navzgor, oblikujejo. In pa novost
v trenutnem kohezijskem programu je pa sklad za pravični prehod, ki je v teh dneh še kako aktualen. Gre pa za sklad, ki je bil v bistvu na pobudo ene izmed nemških dežel uvrščen v evropsko kohezijsko politiko. Gre pa za sklad, ki pomaga pri prehodu, pri prestrukturiranju regij, ki prehajajo naprimer iz, ne vem, nekih premogovniških, trdih goriv in tako naprej, se pravi, se prestrukturirajo bolj zeleno. V Sloveniji konkretno govorimo tukaj o regiji Šaleški regiji in pa Zasavski regiji. Ta fond je težek približno 250 milijonov evrov in gre pač za pomoč pri prestrukturiranju delovnih mest in regije v celoti v bolj zeleno in pač drugačno, kjer se ukinjajo neke industrije, neke panoge je potrebno skrbeti, zato se tudi delovna sila in vse skupaj prestrukturira v neke nove oblike pač dela oziroma industrije in tako naprej. Skratka, tako izgleda kohezijski okvir v Sloveniji, poleg tega imamo še čezmejne programe, se pravi program Slovenija-Avstrija, Slovenija-Mađarska, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Italija. Pri treh programih smo mi, menedžerji oziroma menedžiramo celotni program za obe državi, medtem ko pri Slovenija-Italija to funkcijo opravlja Italija. Nahajamo se pred številnimi izzivi, kot ste izpostavili, pač kaj so ključni izzivi. Naj izpostavim, da smo trenutno na eni strani pred pomembno odločitvijo do meseca marca, bomo speljali spremembo samega programa, namreč ugotavljamo, da imamo določene mejnike, ki jih postavlja Evropska unija in sicer do konca leta 2025 moramo počrpati 600 milijonov evrov in do konca 2026 še dodatnih 500 milijonov evrov. Tako da bomo naredili neko prevetritev projektov, ugotavljamo, da določeni projekti še niso pripravljeni za izvajanje in v luči tega bo potrebno pač narediti neke spremembe. Evropska komisija hkrati uvaja nov mehanizem imenovan STEP, ki je namenjen krepitvi nacionalnih in s tem tudi evropskega gospodarstva v luči konkurenčnosti do ostalih velesil, namreč Evropa se sooča z marsikaterimi problemi v gospodarstvu napram v odnosu do Rusije, Kitajske in ostalih velesil in tukaj imamo tudi v Sloveniji velik izziv, kako morda bolj učinkovito usmeriti določena sredstva v panoge, ki bodo prinašale neko dodano vrednost. S tem se bomo skupaj z resorji in seveda skupaj s komisijo ukvarjali mi kot organ upravljanja v naslednjih tednih, mesecih in ta proces bomo zaključili nekje do meseca marca. Bi pa rad, mogoče vem, da sem predolg, samo še eno stvar izpostavil. Mi, ko smo prišli na ministrstvo, smo izpostavili eno ključno zadevo. Ta sredstva najbolje razporejajo, najučinkoviteje razporejajo ljudje iz terena, ključni stakeholderji. Pa lahko govorimo tukaj o občinah, govorimo o nekih drugih pomembnih deležnikih. Zato smo mi ta proces skušali, in to je bil eden izmed naših ključnih prvih ukrepov na ministrstvu, čim bolj odpreti tistim, ki dejansko z denarjem na koncu upravljajo in ki jim ta denar pomeni neko dodano vrednost, nek razvoj. Zato smo ponovno vključili odbor za spremljanje, ki je na nek način nadzorni odbor oziroma odbor, ki na koncu odloča o razdeljevanju teh sredstev. Tako civilno družbo, kot bolj lokalne skupnosti, kot so bile do takrat in vse ključne deležnike. Menimo, da je ključ do uspeha ravno v tem, da se o razdelitvi tega denarja ne odločamo v nekih zaprtih sobanah v okviru vlade, ampak da o tem odločajo ljudje, ki najbolj vejo, zakaj so ta sredstva potrebna. Toliko morda za začetek, se vam še odziva, verjamem, da bo številna dodatna vprašanja. Tukaj je pa zraven mene največja strokovnjakinja na področju kohezijske politike in zadnje leto tudi generalna direktorica za kohezijo, se pravi tista ključna oseba za to področje. Najlepša hvala, magister Koprivc, za predstavitev. Kot je magister Koprivc že omenil, je z nami danes tudi magister Aljančič, generalna direktorica Direktorata za kohezijo. Se pravi, če povzamemo, za doseganje ciljev kohezijske politike v Sloveniji potrebujemo tudi učinkovito upravljanje z evropskimi sredstvi. Tako da bi vas prosila, če poveste, kako pa je glede učinkovitosti črpanja sredstev v Sloveniji.
kakšno je dejansko stanje in ali so te še more biti kakšne možnosti, priložnosti za izboljšave. Hvala. Najprej hvala lepa za istočnice in za vprašanje, pa sem en lep pozdrav. Jaz bi se pa navezala kar na izhodišča, ki so bile danes povedana v govoru gospoda Toša, nekje med tistim, kar načrtujemo in potem improvizacijo, v kateri smo. Pa če rečemo tisto, kar poznamo in znamo načrtovat, če vemo, kaj so merila, potem znamo tudi nekaj uspešnosti in učinkovitosti. Vemo, kakšna je razlika. Govorimo lahko učinkovito, kadar delamo prav, in govorimo o uspešnosti, kadar gremo v pravi smeri. Če smo pa dovolj tudi iz vidika vsega skupaj zmožni improvizacije, potem gremo učinkovito v pravi smeri in smo na koncu uspešni. Zdaj, kohezijska politika, tako kot je že bilo povedano v vsebinski del, ki je predstavil državni sekretar, je neka vsebina, za katero vsaj tisti, ki imate v svojih resorjih ali recimo v svojih občinskih upravah sodelavcev, ki se ukvarjajo s projekti, ponovadi so to neki resorci, ki imajo še svoje pravila, poleg tistega, kar že v nacionalnih predpisih in zakonodaji obstaja, in imajo velike izzive potem izvajati te projekte in spraviti sredstva dejansko do tistih, ki so do njih upravičeni in jih uspešno in učinkovito črpati. Jaz bi najprej poudarila, tako kot v tej vlogi sem, organ upravljanja, ki v bistvu upravlja z vsemi temi sredstvi v tej državi, ali smo uspešni in učinkoviti. Jaz mislim, da glede na vse izzive, ki jih imamo, smo in uspešni in učinkoviti. Kljub temu, da se potem v raznih revizijah pa pregledih nas sledi tudi za to finančno obdobje, za katerega smo trenutno rekli, da smo uspešni, ker smo šli v pravi smeri, pa vsa sredstva, ampak nas bodo še malo pregledali, da bodo rekli, pa bomo videli, če ste čist res naredili vse učinkovito in prav, in koliko bo še tistih korektivnih ukrepih, ki nam bodo za naslednje finančne obdobje, potem kot izkušnja nekih napak v preteklosti, ki bi bilo dobro odpraviti, zato da bomo v prihodnje boljši. Zdaj, ko govorimo o poslovnem svetu, o uspešnosti in učinkovitosti, ponovadi govorimo o času, govorimo o kadrih in govorimo o projektih. V kohezijskem svetu, ko govorimo o času, ko govorimo o kohezijskem času, govorimo najprej o programih. In to so programska obdobja 7 let, ki se izvajajo 9 let. Mi smo v letošnjem letu imeli zaključni dovolj programskega obdobja 14-20. Zaključil se je leta 2023, mi smo pa intenzivno na pripravi končnega poročila do Evropske komisije, ki ga bomo upam, da v naslednjem letu oddali. Torej, kako uspešno biti v tem časovnem kohezijskem obdobju res vedno v pravi smeri, je, mislim, da ključni izziv, v katerem se morajo vsi deležniki pogovarjati in se ga dejansko tudi zavedati. Ko govorimo o kadrih, ki so vključeni in vsi deležnici, ki so v ta sistem vključeni, in mogoče sam povedala, da Ministrstvo za kohezijo je sicer organ upravljanja tega velikega programa, 17 resornih ministrstv glede na trenutno strukturo vlade in posredniških organov, ki poskušajo tudi ta sredstva plasirati do programa. Potem imamo izvajalska telesa, pa imamo upravičence, pa imamo prejemnike sredstev. In v bistvu to sistem, v katerem vsaj javnih uslužbencev identificiranih imamo 534. Potem so še vseh tistih ostalih, ki se jih v bistvu ta evropski denar dotakne. Zdaj, upravljanje s tem kadrom v javni upravi, ki že toliko časa poskuša, če rečemo vsaj osnovne zakonitosti, pa plačna razmerja, pa motivacijo in vse ostalo urediti, imamo tudi izzive vpliv organov upravljanja s tem kadri, ki so pa nekaj posebnega že zaradi tega, ker imajo posebne kompetence, neka posebna znanja, ker morajo biti hkrati na mednarodnih trgih, ker morajo biti vključeni v aktivno poznavanje, če rečemo vsaj evropske zakonodaje, evropskih struktur, nekih dodatnih kompetenc, ki jih v bistvu ponavadi vse tisti, če rečemo res, uradniki pri svojem delu nimajo. In so zato, rekla, toliko bolj ključni in so toliko bolj potrebni nekega motiviranja in nekega delovanja, predvsem pa, bomo spet rekla, v danih okvirih in v danem momentu vseh teh spremembah so spet izziv. Potem pa govorimo o projektih, govorimo najprej o programu. Ta program, ki je vreden 3 milijarde,
v predstavitvi, ki je bila danes strani državnega sekretarja, na katero vse vsebino vi želeli v ekstrem programa. V državi pač ponovati želimo ustreči vsem, če imamo noter aktivnosti, razpisov in raznih projektov in investicij ogromno. Zdaj teh projektov umeščanja v bistvu vsa nacionalna pravila, ki na tem področju obstajajo, poleg tega upoštevati še evropsko zakonodajo, spet nek poseben izziv za projektno vodenje znotraj javne uprave, je pa še dodatno, bom rekla, križa, ki predstavlja uspešnost in učinkovitost. Ampak da ne bomo, bom rekla, samo te segmente pokrili, jaz bi vseeno rekla, da če identificiramo, poskušamo to povzeti, kaj so nam ključni trenutno ovire, ki se vedno znova z udeleženci, ko se v kohezijske politike v Sloveniji pogovarjamo, srečamo, so to administrativne ovire, so to finančne ovire, potem so tudi v bistvu dejansko transparentnost in učinkovitost, ne nazadnje so to kadri in pa teritorialno sodelovanje. Teritorialno sodelovanje, kjer želimo, da v bistvu dejansko, tako kot je bilo predstavljeno, deležniki so tisti, ki predstavljajo osnovo, izziv in pa hkrati potrebe, ki so za to državo pomembni in prispevajo nekaj razvojnih viditev. Če rečemo, kaj bi želeli v prihodnje malo spremeniti, tudi Evropa se vedno znova srečuje z željo po fleksibilnosti. Danes spoznava, da kljub temu, da programska politika gre, če rečemo, v naslednjem obdobju od leta 2028 do leta 2034, z izzivi, ki so na globalnem trgu in hkrati ugotavlja, da pravila niso za vse enaka. Kljub temu, da je evropska kohezijska politika namenjena zmanjševanju razlik, se v bistvu te razlike med nekaterimi povečujejo. Mi lahko govorimo, da je uspešna kohezijska politika, da je prispevala in dala dodano vrednost, zmanjševala razlike, ampak hkrati na tem evropskem trgu oziroma v celotni Evropski uniji se razlike danes povečujejo. In pravila ne veljajo več za vse enaka, ampak jih bo treba prilagajati. Prilagajati v bistvu točno določenim skupinam in točno določenim območjem. Zdaj, ker te spremembe prihajajo na nivoju Evropske unije, in mislim, da novo programsko obdobje, za katerega tudi posvet organiziramo v naslednjem tednu, to je nacionalni posvet, kako kohezijsko politiko nekje usmeriti v obdobju po letu 2027. Je ravno to tisti moment, kjer mislim, da imamo sodelovanje, s poslušanjem in, bom rekla, poenotenjem tega videnja, kje smo uspešni, kje smo učinkoviti in kje so naše potrebe dejansko zaštartati uspešnost in učinkovitost tudi prihodnosti. Najlepša hvala, magister Eljančič, za povedano. Zdaj pa, če nadaljujemo, dr. Lavtar, vodja sektorja za lokalno samoupravo. Zdaj, če se osredotočimo po povedanem še na lokalno samoupravo, s kakšnimi težavami se pa vi srečujete pri svojem delu, se pravi pri pridobivanju, črpanju evropskih sredstev na ravni občin in na kakšen način menite, da bi lahko te težave odpravili oziroma ušli na nedane izzive in izkoristili pa seveda v čim večji meri razvojne potenciale kohezijske politike. Hvala. Hvala lepa. Ko sem se pripravljal na tole sekcijo oziroma panel, ker jaz se bazično ne ukvarjam s kohezijsko politiko, ampak sistemom lokalne samouprave, vendar sem pač želel malo osvežiti znanje o tem, kaj pravzaprav ta kohezijska politika je in gre za pač največjo evropsko, največjo naložbeno politiko Evropske unije, gre za organizacijske količine sredstev in temu primeren sistem tudi kompleksen. Jaz sem si na eni A4 strani drobno spisal samo sklade, ukrepe, težnostne smeri, cilje in kar je še te latovščine, če smem tako reči, v zvezi s kohezijsko politiko. In pravzaprav je tako, da ko človek, ki se ne ukvarja s tem, poskuša priti do nekega vira spoznanja, ugotovi, da je to res ena taka zelo komplicirana vsebina in je ni mogoče kar tako uporabiti, ko pogledaš na spletno stran.
Zakaj to pripovedujem? Ravno zato, ker je tako kompleksen mehanizem seveda treba na nek način znati uporabiti tudi za najmanjše uporabnike, za najmanjše strukturne enote te države, pa ne govorim pejorativno, ampak najmanjše v smislu, da so manjše od ministrstev in tako naprej, govorimo o občinah, tu se ne opredeljuje do števila in velikosti, ker to ni pomembno, ne glede na to, kako velike bi bile slovenske občine, bi še vedno to bili najmanjši deli, ampak v takem kompleksnem sistemu se občine seveda morajo posebej na to pripraviti. Je že bilo omenjeno, da imamo različne vrste izzivov. Jaz mislim, da je za slovenske občine največji izziv teritorialna razpršenost in na drugi strani kadrovska. Se pravi, specializirano znanje ljudi, ki znajo te programe prepoznati, ki znajo prijave narediti, ki znajo regionalne načrte spisati, ki znajo pravzaprav predstaviti projekte tako, da pašejo potem v neko širšo kohezijsko sliko, kajti v mnogih primerih seveda imamo programe in ideje, ki jih ne moramo financirati skozi kohezijske sklade. Čeprav je teh skladov je vsaj 5 zelo velikih, za občine sta pomembna 2, kohezijski in pa Evropski regionalni sklad, pa tudi kohezijski ni za vse občine oziroma vse regije, pa samo za nekatere. Potem imamo probleme tudi s tem, da so določeni poudarki, ki se nanašajo na primer na okolje, so limitirani številom enot, na okolju napravi, da smo enote, se pravi, za vodovod, za financiranje vodovoda mora biti najmanj 10.000 duš prebivalcev. Zato, da lahko financirate nek projekt, ki se nanaša na odpadne vode, ne sme biti manj kot 2.000 enot, spet rečem, s tem približno uporabno ta izraz, ampak v glavnem, torej gre za to, da če imate povprečju vendar zelo veliko občin, ki so 2.000 in manj, da nek odstotek občin sploh ne more priti do takih projektov. In zdaj, zakaj to pripovedujem? Zato, ker obstaja več načinov, da se te problemi pravzaprav razrešijo, pa da se lahko bolje s tem upravlja. Se veste, pravijo, ko sem nekaj prebral, mislim, da je Albert Einstein rekel, da ne moreš vedno početi isto, pa pričakovati drugačen rezultat. Treba je pač početje spremeniti, da bi morda prišel do boljših rezultatov. No in jaz mislim, da obstaja pač nekaj možnosti za to, da predvsem z vidika povezovanja občin, da bi nastopale v grozdih in kandidirale za neka sredstva v grozdih. Seveda to pomeni, da čisto vsak projekt ne bo pasal v not, ampak na vsak način mislim, da so to ene oblike, ki bi bilo potrebno uporabljati. Ena od teh je že uzakonjena, pa še nismo doživeli, da bi občine uporabile. Gre za zvezo občin, to je ena oblika medobčinskega sodelovanja, ki je ostala tako na pol izpraznjena v zakonu. So pač različni motivi, zakaj se občine te organizacijske oblike ne poslužijo. Dejstvo je, da morajo pač del svoje pristojnosti prenesti na neko skupno telo, in v tem primeru to seveda predstavlja tudi nek čist psihološki, če že ne politični problem. Drug možen mehanizem pa bi bil, ta pa še ni uzakonjen, tu pa mi mislimo, da bi bilo potrebno to spremeniti, pa bi bil s krepitvijo razvojnih regij, s tem, da jim damo več pristojnosti, da drugače formiramo njihove organe, tako da bodo imeli regulatorne pristojnosti, da bodo lahko sprejemali neke predpise, ki bodo veljali za več občin hkrati. Tudi to je še vedno medobčinsko sodelovanje, to ni nadomestek pokrajini ali kaj podobnega, tista ustavna določba ostaja pač neuresničena in ima seveda drugačne nastavke. In ne nazadnje, treba bi bilo pogledati, tako kot so te primere smo videli tudi v tujini, da bi sveti regij postali tudi posredniška telesa. Imamo države, kjer je to možno, tako da se pravzaprav izbor projektov ali pa izbor odločanja o tem, kateri projekti bodo financirani, prenese teritorialno bližje slovenskim občinam. Toliko mogoče kot izhodišče. Hvala lepa, dr. Lavtar. Zdaj, če nadaljujemo na področju lokalne samouprave, z nami je gospod Makedoni,
župan mestne občine Novo mesto. Tako da mogoče sedaj vaš vidik, kakšen primer dobre, slabe prakse s področja razvojnih potencialov kohezijske politike, da neposredno vidimo, kako se te zadeve odvijajo na ravni občin. Hvala. Hvala, mogoče, če dovolite, da sem popravil Macedonij, pomate rečem, bom začel morda z nekaj splošnimi mislimi, pa potem tudi probi čim bolj konkreten, da plastično vidimo morda, kako izgledajo izvedbe potem na terenu. Začel bi s tem, da seveda to, da Evropa deklarativno ima inštrument, ki prepoznava razlike v razvitosti in tudi inštrument, ki ne bi odpravljal te razlike, je seveda nekaj, kar je zelo pomembno, kar je en temeljnih vidikov te Evrope. So pa seveda vedno znova zdaj zgodbe, ali je to primeren inštrument, ali ga dobro izvajamo. Vsekakor vemo, da tisti, ki so bolj razviti, izkoriščajo ta skupni trg, nekaj dajejo nazaj, ne bi dobili tisti, ki so šibkejši. V zadnjih letih smo v Bruslu kar nekajkrat obravnavali dokumente, ki so bili, ali je BDP primeren kazalnik, primerno merilo za razvitost, se pravi, kaj je pa onkraj BDP, kjer lahko ugotovimo, kaj je res, kdo je razvit, pa kdo ni razvit. Seveda, to je zelo težko iz tega, ampak to na koncu koncev je nek kazalnik, ki govori, ni pa verjetno edini in to se tudi čedalje bolj vsi odgovorni na EU ravni zavedajo. Zdaj, če mogoče samo hkrati povem ta stavek, v Sloveniji imamo seveda dve kohezijski regiji, vzhod in zahod. To, da ni lahko izvajati in odpravljati razlik, se kaže že v analizi tega našega prostora. Torej, Slovenija zmanjšuje zaostanek za povprečjem Evrope z leti, vendar se ta zaostanek hitreje v zahodni kohezijski regiji zmanjšuje kot v vzhodni. Torej, vzhodna, kljub temu, da dobi več, je vedno znova na slabšem. In se veliko pogovarjamo, zakaj, pa so zdaj tudi razlike v tem financiranju, ampak to je ta razlika. Zdaj, verjetno je to dolga razprava, ampak ta neenakomerni razvoj Slovenije, pa verjetno bo kdo iz Maribora rekel, vse vidite me na Dolenjskem, na kvarte sliko, našo v vzhodni kohezijski regiji, verjetno bo nekdo na Posočju rekel, kaj tale Ljubljana dela tle, kaj smo pa mi krivi, da imamo Ljubljano noter, pa ne vem, Koper, pa Kranj. Tega verjetno ne moramo do konca razčistiti, ampak imamo pač dve regiji, lahko bi jih imeli več, to se v določenih državah sami odločijo, kako najboljše razdeliti, da se te razvojne razlike čim bolj ne govorijo. Zdaj, potem bi se malo dotaknil programiranja. Programiranje je tisti ključen proces, ki se začne odvijati že zelo veliko vnaprej. In to je ena zelo verjetno velika muka za nekoga, ki mora morda tudi brez izkušenj, brez stika s terenom pripravljati sistemske ukrepe. Evropa postavi kazalnike. Evropa ima svoje ključne osnovne politike in seveda je vedno vprašanje, ali so te politike, ki jih Evropa pelje, res tudi slovenske politike nujne za ukrepe. Recimo zeleni prehod. Veste, zdaj Evropa govori o zelenem prehodu in en kup projektov, kjer moraš dokazovati, kako si ozelenil svoje okolje. Kako naj so v Novem mestu, ki živimo skoraj v gozdu, skoraj na vsakih 5 metrov imamo že skoraj dostop do gozda, zdaj še sedim drevesa, ne vem. Veste, to so pa zgodbe, ki jih je treba včasih tudi v Slovenijo in jaz mislim, da tle imamo težave v Sloveniji z kontinuiranim delom ekip, pa res nočem zdaj, osebno ne mislim, ampak zdaj sem že 10 let na tej funkciji, pa nekaj zgodovinskega spomina imam. In ta diskontinuiteta vedno znova povzroči, da se včasih v vsakem programskem obdobju znova učimo in iščemo. To je pa eno ključnih znanj, kako res za pametnimi
sistemskimi ukrepi nagovoriti izzive. Kaj je dober sistemski ukrep? Ki ima čim več sinergij, ki je sistemski. Recimo, bom povedal, da ne bom tako teoretičen, pred leti je bil ukrep javno-zasebnih partnerstv pri energetskih sanacijah. Zajel je 3 deležnike, torej državo oziroma kohezijsko politiko, zasebnika in občino. Učenci so dobili, ali pa recimo v neki šoli ali po javnem objektu uslužbenci, takoj boljše okolje, občina je takoj dobila nižje stroške pri upravljanju tega objekta in seveda tudi gospodarstvo je bilo vključeno. Se pravi, trojni, četvorni moment, morda je verjetno še kakšna banka lahko posodila denar, inštrument, ki se je odplačeval. Tudi zdaj, recimo, moram reči, da v zadnji perspektivi so bile gospodarske cone zelo dobro zastavljene, verjetno se je Ministrstvo za gospodarstvo naučilo iz prve perspektive, ko so ogromne cone bile, ki niso bile izkoriščene in so z nekaj zahtevami, nekaj kriteriji te stvari res odlično pol naprej peljali. Ampak seveda to so te ukrepi, ki res potem imajo večkratne učinke, ne. Mi pa na žalost, kar se nam dogaja, ne, in to tudi kolegi iz Ministrstva za regionalni razvoj večkrat povejo, da mi probamo s kohezijsko politiko financirati tisto, kar bi moglo biti to drugi, kar ne bo nagovorilo zmanjšanje razvojnih razlik oziroma to, da mi vodovode, kanalizacije, tudi še kakšno drugo vzdrževanje, to niso stvari kohezijske politike. Morda je res kakšen vodovod v kakšnem območju, kjer je nobene ekonomske logike, pa kjer se država odloči, da mora poseči. Ampak veste, vodovod ima najemnino od komunalnega podjetja, to najemnino vsi uporabniki plačujemo. Vsaka občina bi se danes lahko odločila, da vse te projekte naredi, če si hoče jih naredi, če so smiselni, to bo prišlo v ceno, se pravi bo več uporabnikov in to se odplačuje. To se da morda z inštrumentom, kot je tudi zdaj predlagano, recimo v noveli zakona o financiranju občin še nekaj več zadolževanja. To so stvari, ki bi lahko tekle po popolnoma drugi poti. Recimo, kot primer vam lahko povem, zdaj so dokaj aktualne sončne elektrarne, ne, pri zadnjem razpisu, kjer smo tudi občine, zdaj že drugi rok bo kmalu, lahko sodelujemo. Sem recimo predsedniku vlade in ministru večkrat rekel, dajte prosim javna komunalna podjetja zraven. Zakaj? Zato, ker je tam bomo zajeli največji učinek do konca, do terena, do vseh ljudi. Se pravi, če mi znižamo stroške poslovanja komunalnih podjetij, bomo imeli vsi nižje položnice. In seveda, ker pridemo do čarobne besede državna pomoč, ki pa seveda ni absolutna, da čim je DO, da je to državna pomoč, mu je treba potem Bruslu razlagati, zakaj ne, si pa dovolil javnim komunalnim podjetjem, je nekdo raje mejo potegnil med občinami in gospodarskimi družbami in tako javna komunalna podjetja niso vključena. Nekaj zgodb, zelo probo na kratko, ker vem, da ni veliko časa, ampak da boste, kjer bi pa tudi morda nekaj kritike pa nekaj pohval. Zelo zanimiv projekt je iz jugovzhodne Slovenije, to je bil projekt obdelave odpadkov, tako imenovan CERO2. Ta projekt je bil zastavljen v času, ko je Ljubljana delala recimo RCERO za 150 milijonov evrov, mi smo imeli ta projekt za 26 milijonov plus DDV, spravo dobrih 30 milijonov. Potem smo ga prekinili, to je bil nek naš tež, ki smo ga uspeli v nekem trenutku, pa imamo še danes sodne spore, lahko došel kar še milijon, ampak zakaj je zanimiv ta projekt? Zato, ker smo ga potem za lastnimi sredstvi speljali občine za 7,5 milijona. Se pravi, vse smo isto dosegli, vse kazalce direktiv Evropske unije, prekinili smo pogodbo za 26 milijonov in naredili za 7,5. In to je zdaj težava, če mene vprašate, ker so nekateri v tej državi zelo spretni in ko vidijo začetek programiranja, se priključijo v te procese. Jaz sem v prejšnji perspektivi hodil na sodišče zaradi tako imenovanih ruskih cevi. V enem od dokumentov našega projekta hidravlične izboljšave Osrednje Dolenjske
je v projektni nalogi nekdo napisal cevi z patentom. Se pravi, si predstavljate, tega proizvajalca s patentom, tem pa tem, torej nedvoumno ena sama cev na svetu. In so to prijavili Državni revizijski komisiji, ki je zoper mene sprožila postopek in ni okrivila tistega, ki je to noter napisal, ampak sem bil kriv jaz, ker sem dopustil, da so se druge cevi, ki so imele vse evropske certifikate, vse krivne. In to sem mogel pa do višjega sodišča. In jaz sem šel pa pogledati nekaj projektov po Sloveniji in takrat sem tudi na konferenci komunalnega gospodarstva povedal, veste, mi nimamo smožilnih opornic, mi imamo tudi še kakšne gradbene materiale, kjer teče denar v potokih iz sistema. To so anomalije nažalost kohezijske politike. Druga težava so postopki. Torej, imamo posredniški organ in imamo posredniške organe in organe upravljanja. To, da si lahko v tej državi privoščimo, da si posredniški organ sam določa pravila in da so ta različna med posredniškimi organi, to ne bi smelo se dogajati. Torej, mi, občine, ki delamo enkrat za Ministrstvom za infrastrukturo, enkrat za Ministrstvom za okolje in tako naprej, vidimo te drastične razlike. Kakšen smisel na koncu ima, ali je to sploh še kakšna pomoč, da mi dobimo pol leta po zaključku izvedbe projekta pogodbo o sofinanciranju. Ampak jaz imam take 3 primere zadnjih 2 let. Torej, a je smisel postopek, ki ga nekdo pelje v pisarni, ali je smisel, da bomo nekaj na terenu dobili? In tle imamo ogromno rezervo. Jaz sem vesel, da je zdaj minister, ki to zelo dobro razume, dr. Jevšek, ker je seveda bil župan, ampak seveda ob 20 posredniških organih, in seveda jaz vem, da se mi tle zelo dobro razumemo. Zaključimo pa smo še s tem, kaj je po mojem pa tisto, kar je pa ključ. Prej smo slišali, da se proba kohezijska politika dela tudi od spodaj navzgor. 3,3 milijarde skoraj, od spodaj navzgor se dela morda slabih 600 milijonov. Torej imamo DRR in imamo CTN. No pa CDD. Ampak to je manj kot 20% cele mase. 80% mase gre po drugih poteh. In zdaj, a veste reči, saj sta občine veliko dobile, težko rečemo. Je pa res to, kako se povezovati, kako regionalni razvoj se tle z dr. Lauterjem zelo strinjam, ampak rekel bi samo to, kar seveda se tudi zelo dobro vem iz terena. Jaz mislim, da je ključ razvoja v vsakem okolju so delovna mesta. Mislim, da bi se mogla kohezijska politika, če hoče razvoj delati, usmeriti na delovna mesta. Ko boste vi razvili okolje z dobrimi, novimi delovnimi mesti, se bo vsa spirala razvoja nadaljevala. Najlepša hvala, gospod Macedoni, za vaše vidike in pa primere. Bi pa podobno prosila tudi vas, gospod Smole, župan občine Medvode, da tudi vi izpostavite mogoče kakšne vaše prakse, vidike, poglede, kako v vaši občini vidite te stvari. Hvala. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Pred mano so bili tako eminentni govorci, da bom jaz res skušal samo en tak odmev narediti na to. In začel tako, kot je gospod Toš zaključil, se pravi, začel bom s tistim pregovorom od ženske strani, se pravi, povedal se dan pozna, oziroma se bom po moško oziral nazaj. Če pogledam občino Medvode, ki leži v zahodni kohezijski regiji, pravzaprav se mi zelo simpatično zdi izbira predstavnikov lokalne skupnosti, predstavnik mestne občine na vzhodu in predstavnik običajne občine iz zahoda. Ker je v resnici tukaj, ko govorimo o kohezijski politiki, že tukaj zelo veliko enih odprtih dilem, ki jaz jih spremljam 10 let, verjetno trajajo, odkar se je ta zadeva začela, oziroma odkar se je bolj posrečeno določilo, ki ima med vzhodom in zahodom v Sloveniji. Tisti, ki to poznajo malo bolj, se samo nasmehnejo, ker vejo, kako ta znamenit izgleda. Ampak, če se vzamem nazaj, oziroma tako kot ste rekli, če pogledamo projekte, ki so zagotovo pokazali, da kohezija je nekaj, ker ne samo, da si želimo, ampak ker moramo nadaljevati.
Kolega Macedonij je rekel, da zagotovo je saj tisto malo, kar zdaj spremljam na nivoju EU-ja, se mi zdi, da je neko razumevanje, da je to verjetno en najboljših projektov EU-ja, ki teče, po mojem skromnem mnenju, poleg Erasmusa in podobno, ki je približal ljudi, ki so si bili tujci, pa so na koncu gotovi, da ni važno, iz kje si v resnici vsi lahko razumejo. No in če pogledam našo občino, ki kot rečeno leži v zahodni kohezijski regiji, predzadnja in zadnja kohezijska shema sta nam prinesli kar nekaj dobre volje. Mi smo bili iz overcommitmenta potem deležni v prejšnji kohezijski shemi, smo bili deležni največjega okoljskega projekta v Republiki Sloveniji. Zdaj poslušajte, ker zdaj bom govoril 1 minuto o tem, potem vam bom pa povedal, kako se ta projekt imenuje, pa ne vem, če to isto gleda gospod državni sekretar, točno ve. Zakaj? Skratka, bili smo deležni skupaj še z 2 sosednjima občinama največjega projekta, mislim, da je skupaj 150 milijonov evrov, za čiščenje, predelavo odpadnih voda. Skupaj res odpravljamo verjetno največjo neurejeno aglomeracijo v Republiki Sloveniji in v občini Medvode en cel del lev del Save urejamo. Ta ima danes tam, po mojem ocenjenju, 1000 zelo propustnih greznic. Poznam samo enega, ki ima nepropustno, to je moja vodja financ, ki vsak kolegi v torek sprašuje, kdaj bo končno projekt zalaufal, ker ona mora vsak mesec prazen. Tako da vsi vemo, da te nepretočne greznice so v resnici v Sloveniji več ali manj vse pretočne. V Medvodah smo slovenska Mezopotamija, torej med vodami, kam grejo te pretočne greznice, ne bomo nadaljeval te debate, ampak dejstvo je, da tak projekt, kot je bil, eni taki občini prinese ogromno plusa. Zdaj vam pa povem, kako se projekt imenuje se čisto zate, pa vam tudi to nič ne pove kaj dosti. Če vam pa povem, kam se iz roba občine Medvode, upajmo, bodo nekoč te odplake odvajali naprej po kanalu C0, zato ste pa gotovo že vsi slišali. Tako da, seveda imamo pri teh velikih projektih, pri kohezijskih projektih, ogromno tudi nekih težav, ki se potem pojavljajo. Ampak jaz mislim, da sama osnova je res dobro zastavljena in odpravlja, sploh v tistih občinah, ki nimajo toliko priložnosti, jim daje možnost za nek razvoj. Ker seveda me pol, ko se bom oziral pa naprej, pripelje do drugih vprašanj kohezije v bodoče. Zadnjo kohezijsko shemo, to, kar zdaj zaključujemo, smo pa kot velika večina občin v Sloveniji se mi zdelo evforično in manično gradili kolesarske povezave, tako da tudi občina Medvode je zgradila kolesarsko povezavo med glavnim mestom oziroma mejo z glavnim mestom pa do centra naše občine, povezala tudi največja zaledna naselja. In recimo, ko se vprašamo, zdaj, če bi vprašal naše občane, je to dober projekt ali ne, dokler ni bil narejen, niso bili tako zelo naklonjeni, danes se mi zdi pa, da so vsi za ta projekt. Tako da to je pa spet gremo nazaj na gospoda Toša in na naš karakter. Ampak kaj hočem reči, no, da čeprav mogoče smo občine z nekaj skepse gledali to manijo gradnih kolesarskih povezav, se je na koncu izkazalo, da v resnici smo uspeli ogromno enih stvari narediti, ki bi sicer zelo verjetno, to pa si tudi upam reči, 10-letno prakso odrivali predvsem bolj v prihodnost. Nažalost, pač potem pridejo tiste primarne potrebe, ki so in ki seveda bi jih morali že kdaj narediti, kaj še nismo na prvi plan. Uspeli smo izpeljati tudi ogromno število projektov skozi CLLD, oziroma po domače, tisti, ki ste v tem bolj doma, to so LASI, to so lokalne akcijske skupine, pri katerih se res bottom-up delajo projekti. Ta inštrument se mi sicer v osnovi ne zdi slab, je dober, se mi zdi pa strahotno prekompliciran. Se pravi, če si res želimo v CLLD projektih, da to delajo društva, ostale organizacije, ki so mogoče razen v Ljubljani v veliki večini prostovoljske, potem pričakovati od njih, da pridejo z enim fasciklom 2 za en last projekt je nemogoče. Tam je edina rešitev to, da pristopi zraven občina in zelo intenzivno občina tudi svojimi zaposlenimi pomaga. Potem pa, to je pogled za nazaj. Če pogledam trenuten pogled, vse se mi zdi, tako kot je že kolega Macedonij izpostavil, da tudi pogled zdaj, ki ga planiramo za naprej, s pomočjo ministrstva in tukaj res preredko pohvalno, jaz si predstavljam, župani, ne vem, mogoče kolega Macedonij ima drugo situacijo v Novem mestu, ampak Medvode občani ne trkajo za to, da bi hodili hvaliti. In ko enkrat na občini delaš, se ti zdi čuden, če kdo kaj pohvali, si predstavljam, da mi na ministrstvu ne more biti kaj dosti drugačno, da tudi ne stojijo v kolonah pohvaljajo. Tako da tukaj res se nam zdi, da odkar imamo, mislim, vsaj ta zdaj del, ko imamo ministra, ki je bil župan in z ekipo, ki je, da se res trudijo, da skušajo razumeti ta, kot je rekel gospod Lavtar, najmanjši del, ampak jaz trdim pa, da je to ključni gradnik.
Veste, brez občin v Sloveniji bi nam zelo tenko bi piskali. Pa seveda vsak bi rad svojo malko hvali, meni je to tudi jasno, ampak dejansko občine so tiste, ki vse ideje, če rečemo, da so ideje EU-ja najbolj eterične, pa jih potem nekako proba država naloviti, jih malo materializirati, potem smo pa mi tisti katalizator, ki jih mora pa prenesti na teren. In to izpeljati je včasih veliko težje, kot dobiti kakšno zelo visoko letečo idejo. Ker speljati projekt kolesarske povezave, ki gre tudi mimo kmetijskih zemljišč, za kjer ga ni nobeden navdušen, je včasih izjemno izjemne. In tukaj potem pridemo do tistega, pa potem jaz tudi zaključujem, da ne bom predolg, kakšen je pa pogled naprej, če se oziramo naprej. Tukaj se mi pa izpostavlja kar nekaj dilem. Eno je seveda vprašanje, ki so ga moji predhodniki že načeli, vprašanje razvitosti vzhodne, zahodne kohezijske regije, temu pa še ne pridemo nikoli do konca. Kar je pa zdaj res vidno, je pa vprašanje manjših občin. Se pravi, v Sloveniji mislim, da se ne zmotim dosti, če rečem, da je 50% občin ima manj kot zakonsko določenih 5000 prebivalcev. In pričakovati, da bodo te občine izpolnjevale relativno zahtevne merila, oziroma nekateri že, kot je gospod Lavtar rekel, že aglomeracije nimajo dovolj velikih, se nimajo nobene da 2000, če vse duše skrb se štejejo, je 4000, kje bojo imeli vodovod na 10 000 in tako, ne? Skratka, tukaj pa res zdaj prehajamo v en del in to se mi zdi, da je pomembno izpostavljati, ne trdim to, da je neka strašna kritika, ampak potem se moramo pogovarjati naprej. Tukaj se pa res zdaj soočamo s polovico občin, ki imajo neizmerne težave, kako zdaj v tem, tudi že v tem povabilu za DRR, sej na ministrstvu dobro vejo, ker s tem kar naprej signarimo pa opozarjamo, kako pripraviti projekte. In naslednjo skepso, ki jo imamo, oziroma eno veliko vprašanje, ki se mi pojavlja, generalna direktorica je prej tako lepo rekla, res so ljudje, ki imajo ta znanja, ljudje s posebnimi znanji. Ampak jaz vidim tudi ljudje pri nas na občinah, ki se s temi projekti ukvarjajo, so ljudje s posebnimi znanji. In mi imamo mogoče še dodatno težavo, da te ljudi dobimo na občini. Pa nam še zdaj vplačilne razrede, pa tako, ampak dejansko, veste, da bomo mi imeli sodelavce, ki bodo imeli voljo, znanje in vizijo te projekte izpeljati v javni upravi v občinah, to bo v naslednjih letih ena največjih težav. Ker občine si med sabo bolj ali manj krademo kader, iz gospodarstva ga seveda v tej situaciji zdaj ne moramo pridobiti. Včasih uspemo kakšnega ministrstva ali pa iz kje dobiti, pa smo bolj super veseli, to kot ste vi verjetno žalostni višje gor. Ampak hočem res reči, to so ljudje s posebnimi kompetencami, posebnimi znanji in s posebno voljo. Ker oni projekt pripravijo, se včasih tudi malce pobijajo, da dobijo odobrenega, potem ga morajo pa še izvesti. Potem morajo pa, najprej so prepričali une zgore, potem morajo pa še une spodaj vse prepričati, da je ta projekt dober, da je potreben in da bomo vsi zaradi tega nekaj pridobili. In en od odgovorov, ki ga je že dr. Lavtar dal, in jaz mislim, da bo treba v to razmišljati, je nek način, ne upam uporabiti tega izraza, regionalizacije skozi verjetno tudi neke inštitucije, ki so danes že narejene, ki že upravljajo del svoje funkcije, jih bomo pa verjetno morali ukrepiti. In skozi njih, mislim, da jih je 12 zdaj, če se ne motim, in nekatere delujejo izvrstno, bomo pač pripeljali skozi zadnja vrata noter regionalizacijo zaradi nujnosti. Ne zato, ker bi se politično kdaj o tem strinjali, ampak zato, ker bo pač nujnost pokazala, da to potrebujemo. In s tem verjetno tudi zaključujem, mogoče samo še to, da se mi zdi, da bo pri koheziji v prihodnje potrebno nameniti vsi, začenši z Evropsko unijo, ki se tega po mojem niti slučajno ne zaveda, do državne in lokalnih ravni, vsi bomo mogli bolj jasno, bolj natančno znati svojim občanom oziroma državljanom predstavljati, kaj so plusi. Ker ta zgodba, ki se zadnjih nekaj let kotali po Evropi, se pravi ta skepsa, a je to sploh smiselno, da se gremo v Evropsko unijo, seveda, da je. Za moje pojme, to je en redkih smiselnih projektov, ki smo se jih v zgodovini lotili. Ampak to bo potrebno spustiti dol tja do vsakega našega občana in prebivalca, da bo on to zelo trdno verjel, ker bo to tudi videl na terenu. Če ne bomo imeli podpore v naših občanih in prebivalcih, potem vprašanje, kako bomo resnici te projekte lepo peljali. Hvala lepa, gospod Smole, za vaš prispevek. Zdaj, če jaz samo na hitro povzamem te ključne vidike, ki smo jih slišali,
potem pa mogoče tudi damo možnost še, če bi kdo od vas želel karkoli pokomentirati, predno predamo besedo publiki za vprašanja. Se pravi, videli smo, da je pač ključno pri kohezijski politiki, da smo pač vlagamo v sam razvoj. To je bilo izpostavljeno tudi strani občin, da na ta način ne pridobivajo možnost za njihov razvoj. Zdaj, tako bi rekla, višje instance kot z vidika lokalne samouprave smo videli, da je največji izziv nekako upravljanje s kadri oziroma pomanjkanje ustreznih kadrov, kvalificiranih kadrov, ki bi lahko na tem področju še bolj učinkovito delovali. Poleg tega pa tudi same administrativne ovire, postopki, ki ste jih izpostavljali. Potem, kot eno rešitev ste recimo izpostavili, da bi lahko vse te omenjene izzive reševali s sistemskimi ukrepi, potem, da bi se povečal delež delovanja od spodaj na vzgor, in pa, da bi seveda več vlagali v sami kadre, se pravi v razvoj delovnih mest na tem področju. To bi bilo na kratko povzetek današnje okrogle mize. Sedaj pa na kratko predajam besedo mogoče še tukaj državnemu sekretarju, če še karkoli pokomentira. Hvala lepa, če smem res na kratko, minutko dve. Najprej bi rad izpostavil oba prisotna župana kot primere dobrih praks pri črpanju evropske kohezijske politike, namreč veliko je odvisno tudi od občin, koliko so projekti pripravljeni, koliko so se pripravljeni pogovarjati in sodelovati. In tukaj sta res dva, bi temu rekel, svetla primera. In tudi številne projekte ste v preteklosti, ki so primer dobre prakse izpeljali. Pa mogoče je kakšen, ste izpostavili kanal C0, malo tako na slabem glasu, ampak konec koncev prihodnost pokazala, kako so tudi ti projekti pomembni. Izpostavljali ste številne izzive ali pa dileme, ki jih tudi mi na ministrstvu vidimo, se z njimi soočamo. Zdaj, ključno, jaz se absolutno strinjam z vami, da bi bil tudi jaz mnogo bolj vesel, tudi to sem uvodoma povedal, da bi namesto kanalizacije vlagali denar v neke projekte, ki imajo neko dodano vrednost, ki skrbijo za razvoj, za dodatna delovna mesta na teh regionalnih območjih in tako naprej. Ampak trenutno smo še v situaciji, če ni sredstev za to, da bi imeli prebivalci zagotovljene pač te osnovne potrebe kanalizacije, čisto pitno vodo in tako naprej, je potrebno najprej te zadeve rešiti. Se pa nahajamo pred številnimi izzivi, ravno prej se je Mojca izpostavljala, ravno v naslednjih dneh bomo začeli s programiranjem oziroma z začetkom procesa, to je dolgotrajen proces in mora biti čim bolj vključujoč proces, programiranje za novo programsko obdobje. 10. septembra imamo prvi javni posvet in jaz mislim, da vse te dileme in vprašanja je potrebno v neki široki javnosti nasloviti. Jaz se strinjam, ko ste zgradili, marsikje sem bil tudi na teh otvoritvah kolesarskih stez in super doprinos so kolesarske steze za neko lokalno okolje, ampak je pa treba na nek način tehtati, kaj je pomembnejše. In to bo stvar, ki ne bomo mogli čez noč razrešiti, ampak jaz sem pristaš in zagovornik tega, da bi bilo treba v prihodnje mogoče vendarle nekoliko več sredstev vlagati v neke take razvojne projekte, ki bodo prinašali neko dodano vrednost tudi potem, ko enostavno toliko sredstev iz kohezijske politike ne bo več. Če se mogoče še na kratko dotaknem tega vprašanja kanalizacij manjših sistemov, mi se tudi z Bruslom pogovarjamo, na kakšen način pristopiti k temu, ker številni župani so v velikih stiskah, zaradi tega, ker teh manjših kanalizacijskih sistemov ne morejo financirati iz kohezije. Iščemo skupaj z MNVP neke rešitve, ampak pač kohezijska politika ima neke zakonitosti, neka pravila, ki v celoti niso avtonomna, rečemo temu, znotraj Republike Slovenije, moramo slediti nekim navodilom, ki nam jih Bruselj daje, ampak jaz upam, da bomo našli neko rešitev, morda v kombinaciji financiranja iz proračuna kot iz kohezijske politike, da se bo tudi za te manjše kanalizacijske kot tudi pač vodovodne sisteme
našla rešitev. Govorili ste veliko o poenostavitvah. Če se ste spomnili, minister dr. Jevšek, ki, kot je bilo rečeno, prihaja ravno iz lokalnih skupnosti, kot uspešen župan Murske Sobote, je prišel na pozicijo ministra, je v svojem govoru v parlamentu takrat o imenovanju izpostavil predvsem problem teh kompliciranih postopkov in do določenih poenostavitev smo že prišli. Je pa spet zadeva taka, da ni vse samo na nas. Naprimer, lahko povem, da od te perspektive naprej se ne pregleduje več, kontrolira vseh zahtevkov, celotnih projektov, ampak na preskok. Se pravi, s tem se je že birokracija v veliki meri olajšala. Tako za izvajalce, kot za nas, kot pač posredniška telesa oziroma organ upravljanja. Imamo pa z Mojco kar nekaj idej tudi za novo finančno obdobje, se pravi, ki se bo začelo po letu 2027, na kakšen način bi mogoče ta sam sistem upravljanja poenostavili, kot ste rekli, ta sistem damo na eni strani organ upravljanja, potem posredniška telesa, ki imajo celo v določenih delih različna pravila. To bo treba nek brainstorming narediti, na kakšen način bi se te zadeve poenostavile in naredile bolj učinkovite. In jaz sem siguren, da bojo prihodnji meseci tudi neke konkretne rešitve prineste. Kar se tiče pa problema s kadri, pa se vsi soočamo s popolnoma enakimi problemi in moram priznati, da me skrbi, na kakšen način bomo lahko za plače, kakšne se trenutno pač so na voljo v okviru javne uprave, pritegnili visoko kvalificiran kader. V tem konkretnem primeru govorimo o kadrih, ki pozna ustroj kohezijske politike in Evropske unije kot celote. Bi pa rad zaključil s tem, da jaz sem siguren, da je kohezijska politika mnogo več kot samo neka politika, ki dodeljuje sredstva, in jaz verjamem, da bomo ravno s to neko solidarnostjo in povezovanjem znotraj Evropske unije in hkrati z učinkovitostjo lahko zelo jasno in glasno odgovorili vsem tistim evroskeptikom, ki jih moti morda ravno to povezovanje, mreženje med različnimi narodi in različnimi kulturami in hkrati dvigovanje kakovosti življenja vseh državljanov in državljanov. Jaz sem siguren, da prihodnost mora biti na tej strani, ne na strani evroskepticizma. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, gospod Macedonij, bi želeli še nekaj dodati? Mogoče samo dve ideji, komentar. Torej, kadri tudi na lokalni ravni, ki je pomemben partner v tej kohezijski politiki. Včasih je malo težko videti, se pravi pomemben del ali pa kar nekaj denarja gre za tehnično pomoč. Tehnična pomoč upravite na 150 milijonov, 100 milijonov. Mislim, da gre na lokalno raven za podporo vsem procesom na kohezijski politiki 1%, mogoče v ZMOS še ne, veliko manj, verjetno pa mogoče kaj za CLL. Tako da večina ostane v državni upravi. Hočem reči, tudi pri nas bo treba pomagati, mogoče en del tega denarja, da se to podpre. Pa mislim, da je zelo pomembno, da bi se v Sloveniji znali pogovoriti, če zdaj analiziramo obe zaključeni kohezijski perspektivi, vidimo, da, se pravi, prej smo govorili o 600 milijonih in nekaj, ki gre v lokalna okolja, 800 milijonov gre za podporo gospodarstvu, tako recimo, čez prst. Tam se vedno znova matramo, kako to narediti. Prvič so državne pomoči pravila in tudi, če gledamo nazaj, so bili kompetenčni centri, so bili razvojni centri slovenskega gospodarstva. To so vse zgodbe, ki so po zaključku se ostavile. Nimamo seveda, kje je težava 212 občin, nimamo razvojne moči v regijah. In jaz lahko povem, da mi, ko se danes sprašujemo, kako bomo uspešno gospodarstvo podpirali nadaljnjih 50 let, vidimo to v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti. Kdo bo zdaj to ustanavljal po regijah? Ampak če mene vprašate, bi mogli tukaj javni sektor, ker to je najboljša podpora gospodarstvu, da mi začnemo graditi kompetence in znanje po regijah. In to bi bila nekaj, kar bi država po mojem, če bi teh 800 milijonov namenili za
za res neke javne inštitucije znanja in raziskovanja v vseh regijah. Tako smo mi ustanovili 17. javni raziskovalni inštitut v Sloveniji, smo pogledali, da je to prvi v vzhodni kohezijski regiji, 16 je v zahodni, 15 v Ljubljani, pa eno v Kopru. To je izziv Slovenije, se pravi, ne matrati se, da dajemo v podjetja, ne vem, 100.000 in potem morajo oni to de minimis principov to porabiti, nekaj jim pomaga, ampak to podjetje morda več imelo od raziskovalnega inštituta v svoji regiji. Najlepša hvala. Zdaj bi pa predala besedo publiki, če so kakršnakoli vprašanja. Tam je zadaj. Hvala za besedo, Dušan Gremec z Goriškega, prihajam sicer iz medobčinske uprave, mestna občina Nova Gorica, občina Ajdovščina in občine Brda. No, mi smo na območju, kjer tudi uspešno deluje Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje in si upam trditi, da je to najbolj učinkovito Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje v Sloveniji. Zdaj, bratem, kratek komentar gospe Mojce, magistrice Mojce Aljančič, na ta komentar, ali to oni zaznavajo, to delovanje tega Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, kajti to združenje je direktni upravičenec in kar je meni znano, tudi operativno, zelo odlično deluje. S tem Evropskim združenjem, na tem Evropskem EZTS-ju forminoval, so se tudi formirala uprava med Novo Gorico in Staro Gorico in Šempetrom na Torbo, ki zelo se usposobil, je do področene kvalifikacije, da je sposobil tudi ostale projekte podati naprej. Tako da to je tak dober zgled primera, kako bi lahko tudi na omenjenih območjih spodbujali in približali lokalno raven, tudi pri snovanju idej in tako. Pa še zadnji komentar bi dal županu mestne občine Novo mesto. Ja, res je, v regiji se marsikatere stvari zgodijo samo znotraj ene občine. To je velik problem. Ker nimamo teh razvojnih regij oziroma nimamo okrine, to je ena hiba. In ravno te hibe, moje osebno mnenje, da se Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje še okrepijo oziroma spodbujajo na slovenski ravni. Hvala. Hvala lepa za vaš komentar. Ima mogoče še kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar? Dobar dan. Lenart Lah iz Fakultete za upravo. No, tukaj smo niste nič omenjali sklada za okrevanje in odpornost. Vemo, da je kar nekaj sredstev še na voljo od leta 2026, ampak bi imel mogoče sam, če bi nakratko pokomentirali, kako poteka črpanje, mogoče tudi na lokalni ravni, kako vidite ta sredstva in pa tudi mogoče za naslednjo perspektivo, a vidite, da izkušnje iz tega sklada se lahko pričakuje, da bo iz tega področja pač tudi več sredstev v naslednji perspektivi. Hvala. Jaz bom rekla najprej hvala za obe vprašanje. Mogoče iz moje predstavitve nekaj ni bilo razvidno, pa ni bilo čisto razumljeno. Naslednja kohezijska politika bo govorila o teritorialnem združevanju in ta teritorialne združevanje, ker mislim, da danes mislim, da bomo morali vsi skupaj narediti en velik preskok v razmišljanju, da niso institucije, ne občina, ne regija več toliko pomembne kot raven primeri evropskega, recimo tega povezovanja v različnih oblikah na različnih območjih. Evropa spodbuja, da smo inovativni pri izvajanju teh projektov. Rigidni sistemi, kakršnega smo v Sloveniji imeli do sedaj in s katerim smo imeli potem izkušnje, da so določeni deležniki bili potem na javnem razpisu v enakem položaju in enaka pravila upoštevana. To v današnjem svetu ni več vzdržno in ni več učinkovito in ni več pravilno. Toda take vrste povezovanja
zdaj bom rekla povezovanja, predvsem, če gledamo iz vidika ali makroregionalnih povezav, ali tega sodelovanja čezmejnega z temi združevanji, ki so na vseh območjih, ki jih ima Slovenija, ker pač ima toliko meja, kot jih ima, je vključena aktivna vse mednarodne povezave, transnacionalne projekte in bi morala združevati ta teritorijalni prestop, ne pomeni neke entitete kot občine, kot tistega, ki je potem, če rečemo, omejen v svojem projektu. Govorimo mi o dejanskem projektu, ki vpliva večkrat lahko na eno občino, na eno regijo, na eno državo in znotraj celotne Evrope. In ko bomo ta premislek in preskok naredili, bomo znali drugače projekte oblikovati. Ker ključno nam je, da gre za projekt. Gre za nekaj, kar smo se zmenili, da ima nek skupni cilj in potem ga zna tisti, ki je projektni vodja, za katerimo vedemo, da mora ta projekt izpeljati, napram tistemu, ki mu je dal denar. Vse te vmesne strukture, posrednikov in kdo je kakšna pravila pa nas še postavil zraven, smo si jih naredili sami. Administrativne postopke smo si postavili sami. Če bi znali govoriti samo o tem, da nekdo upravlja program kot celoto, in nekdo na drugi stran pa s projektom prispeva k doseganju teh ciljev, potem bomo dosegali preskok v izvajanju kohezijske politike vnaprej. Tudi raven takšne združevanja in te, zdaj jaz pravim, cooperation activities, ki se dogajajo po celotnem terenu, že v naši državi in potem v sodelovanju čezmejno in pa transnacionalno, so tisti bodoči zametki pravih razvojnih projektov, ne samo naše države, ampak tega območja in Evrope kot celote. Pozabimo na velike sistemi niso več nekaj, kar bodo prinesli ta prav način razvojnih spodbud in razvojnih aktivnosti. In če se navezem na načrt za okrevanje in odpornost, velika debata trenutno Evropske komisije oziroma celotne Evrope je, kateri pristop upravljanju razvojne politike, ki če rečemo kohezijske politike oziroma tudi načrta za okrevanje in odpornosti v prihodnosti prava. To pomeni deljeno upravljanje ali centralizirano upravljanje, ki ga je načrt za okrevanje in odpornost prinesel. In trenutno v naši državi imamo dva velika programa, če rečemo načrt za okrevanje in odpornost je skoraj za 3 milijarde tudi nekih sredstev pridobil za investicije, se izvajajo na terenu. Vsak s svojimi pravili in vsak z različnim upravljanjem do Evrope. In trenutno kohezijska politika je v konkurenčnem boju na evropski ravni, kakšen bo pristop k izvajanju razvojne politike v prihodnje. In jaz upam, da se ne bo zgodilo, da bomo najdeli kompromis, da bomo združili oba, pa bomo od vseh vzeli najslabše, pa bomo imeli še bolj zakompliciran sistem v naslednjem obdobju in da bomo znali razumeti, kaj pomenijo mogoče prednosti iz načrta za okrevanje in odpornost, ki prav projekti morajo prispevati k ciljem, morajo imeti mejnike in moramo spremljati v bistvu ne samo finance, pa postopke, ampak dejansko, zakaj smo denar namenili in čemu ga dejansko na koncu bomo porabili in hkrati, da znamo iz kohezije vedeti, da so tisti deležniki, ki so na terenu, zdaj pa govorimo o občinah ali pa govorimo o lokalni akcijski skupini ali pa bomo rekli posameznemu društvu, da so tiste potrebe na terenu in kje so sredstva najbolj pomembna, da pridemo na konec do sodelovanja. Sodelovanje in povezovanje je ključ, po mojem mnenju, kakršnega koli razvoja. In k temu prispevajo, bom rekla, tudi sredstva kohezijske politike. In načrt za okrevanje in odpornost, ki je v pristojnosti sicer Ministrstva za finance, zaključuje svoj obdobje financiranja avgusta 2026. Trenutno pač država uspešno te investicije zaključuje oziroma jih poskuša uresničevati. Kaj se bo zgodilo pa na nivoju celotne Evropske unije in kako bodo v bistvu nekatere države, ki niso še zahtevkov za te programe oddale v Bruselj, kakšne bodo rešitve zdaj evropskega proračuna in kako se bo to povezvalo pa videli v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega, gospod Macedoni, še vi dodajte, potem bomo pa žal morali zaključiti. Bom en hiter komentar, mogoče gospod Jančičevi, samo to, mislim, da moramo zelo dobro ločiti, danes smo precej o tem regijskem povezovanju govorili. Eno je to razvojno povezovanje, kjer EZTS, tudi mi smo ga zdaj naredili in tako naprej, kjer je
korenček, torej imaš denar, če se boš povezal. Tega povezovanja se kar znamo v Sloveniji. Problem je tam, ker bomo skupaj z isto mizo sedeli, zato da bomo reševali vsakodnevni problem, brez da nam bo nekdo naredil za to. In jaz vam povem, ker sem predsednik regije, sveta regije, pa ker sem predsednik dveh svetov v javnih, medobčinskih javnih zavodih, pa dveh svetov v medobčinskih javnih podjetij. To je izredno težko. Tle rabimo strukture, formalne strukture s formalno močjo, ker je tudi tam bo razvojni potencial ali pa vsakodnevni upravljanski potenciali se morajo razvijati. Tako da, veste, te stvari, kot so EZTS, pa čezmejno sodelovanje, to so luštne zgodbe, bombončki, mogli se bomo posluževati, ampak nam manjka dejansko, kako bo res. Danes imamo strukturo, kjer je do občinske meje in to je logično, ker je to entiteta, to je avtonomnost, vse, kar je čez to mejo, je nekaj, kar presega. Se pravi, ali je razsvetljen župan, pa se zna pogovarjati in povezovati. Ampak nobeno pravilo ga ne sili v to, razen, kadar mu nekdo ponudi denar, torej korenček, zdaj se posel pa povezuje. Hvala lepa. Spoštovani gosti, najlepša hvala za vaše sodelovanje in za vaše prispevke, mnenja. Hvala lepa tudi publiki za pozornost. Tako da zdaj na tem mestu zaključujemo današnjo prvo okroglo mizo. Hvala lepa nam še enkrat.